kakšni so pravilni posti. Jaz, recimo, da sem aktiven že 1 leto, prav spremljam, analiziram, kateri posti so tisti, ki zabeležijo največ interakcij. Smo že v prvem delu povedali, uporabljajte, če se le da, prvo osebno ednine in pazi šment. Običajno smo navajeni, da slika pove več kot 1000 besed ali pa video je prihodnost. Stavek, beseda, črke je prvo, s čimer se bo srečal običajno vaš uporabnik. Ne velja to vedno, lahko, če je slika pomanjkljivo oblečene punce ali pa, ne vem, 100% off, bo verjetno prej videl to besedo, ampak načeloma se sreča s stavkom. Prvi stavek je najpomembnejši v vašem postu, objavi. Šele potem pride, po mojih izkušnjah, odvisno od primera, lahko se to obrne na glavo, če imate drug case, najbolj zažge samo tekst, potem tekst s sliko, tekst z videom ali pa tekst z dodanim linkom, sta pa približno tukaj nekje. Če dodate link, ga morate personalizirati, o tem bomo kasneje. Če imate video, težava video posnetkov na internetu na splošno je števec. Podzavestno mi šteje, da bom za to porabil 2 minuti svojega življenja. Jaz nočem 2 minuti porabiti za vašo blagovno znamko. Nimam časa, sorry. In ti števc je prekletstvo ali pa nek kurzor, ki kaže, koliko je do konca. In če boste imeli recimo sploh video daljši kot 2 minuti, nihče ga ne bo gledal, kvečem, če je res nora vsebina. Zato bodite zelo pazljivi, ker so objave vaše edino komunikacijsko orodje na Facebooku. Za razliko, kot smo navajeni do zdaj, ko so ljudje prihajali k vam po informacije, tukaj informacije hodijo do njih, ker so oni enkrat prej to dovolili. Na zidu se zgodijo vse interakcije. Tukaj je recimo post, ki se je zgodil med tekmo Slovenija-Avstralija ali Slovenija-Amerika, se že pozabil, naj me kakšen športni fan ne ubije, na nogometnem prvenstvu. Ob polčasu Radio Hit ni prenašal fuzbala, nima pravic za fuzbal, nima športnega uredništva močnega, ampak takrat se je govorilo o fuzbalu, samo fuzbal. Takrat smo imeli možnost, da pridemo v osmino finala. Ljudje so včasih govorili za šankom o fuzbalu, zdaj je šank vedno bolj nadomešča Facebook. In naj govorijo pri vas, če se tako ali tako govori o teh stvareh, naj se govori pri vas. Vsebinsko samo povežite, da bo vse skupaj imelo rep in glavo. In tukaj imamo en luškan števec, ki se pojavi pri številki 10.000 fanov. Prej smo že gledali konkretne statistike, to je pa pri vsakem postu se zgodi števček. Ker, če pogledamo tole, koliko impressionov, vtisov je ta objava naredila, se pravi, na koliko zidovih se cela stvar prikazala. Dejstvo je, da tele številke včasih niso čisto pravilne, tako kot ima Facebook 2% oboje spolnikov. In tukaj je, kakšen odziv je bil glede na število prikazov. Kaj sem hotel povedati? Da v pravem trenutku čisto tekstovni post je našel svoje mesto, potipal sem še mečka na patriotsko čustvo, da mora nujno poklikati, všeč mi je, drugače pa ni Slovenc. Klikali so kot nori, lajkali, toliko je bilo lajkov, do nedavnega je bil to slovenski rekord, se mi zdi, spodaj so bili še komentarji. Naj povem, da takrat je imel Radio Hit 35.000 fanov. Toliko vtisov se je pa zgodilo na zidovih uporabnikov. Jasno, matematika ne štima. Kako je lahko na večjih zidovih, kot je v bistvu potencialnih uporabnikov? Ker je bilo toliko lajkov na ta post, so videli še vsi ostali, da je Anja Štrukelj tudi lajkala, vsi njeni frendi. Facebook je sklepal, da je to novica dneva in je vsem rinil to novico, ker šment, tega ne smeš spustiti življenja. Očitno bo konec sveta, glede na to, da to vsi komentirajo.
In zaradi tega je post se močno razširil. Ja. Algoritem bo po mojem večna neznanka. Sem prebral že par raziskav, ampak to je po mojem številka oziroma algoritem, za katerega bi mnogi ubijali. Ne, ker tudi, vi imate na newsfeedu, vi imate na vašem zidu dve kategoriji. Top news pa recent news. Oziroma vroče novice pa najnovejše, ja. No, in pod vroče novice, če boste refreshali, se vam vedno pojavijo druge. Ne? Zakaj? Ker ta trenutek so meni te najbolj pomembne. Čez 5 sekund mi da nove. Od kje? In ta algoritem, jaz sem že par blogov prebral, nažalost ni pod Benga podpisan, Mark. Kakšen je ta algoritem? Po kakšnem ključu on forsira objave? Najbolj verjetna razlaga je seveda po številu interakcij. Ne? Ampak ne pali pa vedno. Ne? Načeloma je pa to. Objave morajo biti zelo dobro premišljene. Običajno se zgodi, ko boste nekaj zaprčkali, delno lahko popravite, ne pa vedno. Ko objavite objavo, dajte razmisliti, koga nagovarjate. Ne? Neka blagovna znamka, ki recimo Roku toče, da se vrnem tja, komunicira drugače kot neka Algeja, ki je prehransko dopolnilo. Na eni strani imamo najstnike, ki jim je smisel življenja čivava na plaži in lepši, več kot spijemo, boljši smo. Na drugi strani imamo pa ljudi, ki se zavedajo zdravega življenja, ki so že marsikaj prebrali, tralala. In te strani res ne komunicirate isto, ne nagovarjate isto publiko. Zato je čisto vsak primer zgodba zase. Ne? Tudi vsak od nas, ki tle stoji na zasebnem profilu, komunicira drugače. To sem že omenil. Ne jim posredovati samo fakte. Ne napisati lep je dan. Ok, par ljudi bo lajkal. Vpraš ga, lep je dan, si bil danes kaj na sončku. Ali pa nekaj jih je potrebno vprašati. Drugače bodo par jih bo lajkal ali bo šel post njim. Nujno potrebuje neko istočnico, neki možda nek tepih, da oni vejo, v katero smer se morajo sprehoditi. To bomo preskočili, smo že parkrat povedali. Tole oklepaju sem si sposodil pri frendih iz popa. Vsebina je kralj, mislim, da ni treba posebej razlagati. Prvi stavek je car, vsebina overall je jasno najbolj pomembna. Prvi stavek je pa tisti, s katerim se običajno sreča vaš uporabnik na vašem postu. Če boste delali dolge klobase, verjemite mi, noben ne bo tega bral. Če je pa prvi stavek dober, ki nagovarja k branju celotne vsebine, je pa več možnosti, da bodo šli brati naprej. Traffic is queen je pa tako luškana istočnica, ker prva dva stavka trditvi običajno imata posledico tretje. Ali je to promet na vaši spletni strani, klasični, ali na Facebooku, ali število interakcij in tako naprej.